Luka. Dober dan, Jože. Ars. Jože, Naj pa zanima, kako se igra pikado. to sta zdaj prišla na zelo pravo mesto. Pogovarjata se z Jožom Grantašem, predsednikom Pikado Zveze Slovenije in pa ustanoviteljem tega društva. Z nami bo naš mladinec, to je lanskoletni evropski prvak v klasičnem pikadu. A se ti pred tekmovanji kaj ogreješ? Ja, se ogrevam, zelo je pomembno ogrevanje, pridem na črto na tekmovanju, moram na kakih 15 do pol ure metati, da se roko naštimam na pravo številko in potem se začne tekmovanje in potem gre. Poglej, leva noga naprej, to je zaradi ravnotežja, zaradi pravilnega. Roko si nastaviš tak in to. Probaš, če je lepo, da jo držiš tako, ja. Ajde, gremo. Dobro, še eno mar zdaj. Bolj močno, ide, gre. Malo višje, višje. Kaj tu? Ja, nič, zgrešil si, ja. Višje, ajde. Dobro. Koliko iger pikada poznamo? 15 različnih iger, to so 501, 301, navadno, kriketi, Šanghaji, ampak na vseh največjih tekmovanjih. Najbolj prestižna igra pa je 501 double out, kar je igra vseh iger. Kaj to pomeni 501 double out? To pomeni, da igralec začne z 501 in pa zaključi z dvojno. Igralci, ki zaključujejo igro, vedno morajo zaključiti, če imaš 20 mostov, da je zgoraj 20, ne moreš zaključiti 20, ampak moraš končati na 2x10. Če imaš 40, 2x20, če 16, če imaš 32, 2x16. Lahko pa zaključiš tudi v ta mali center, to pa je bul, mi rečemo bul ali center, to je najtežje. To so igre, ki prinašajo največje naslove in vse to. A moram stati na tej črti, Roman? Tako, to je črta, ki je zmerjena od centra 2,93 in to je razdalja, na kateri se mora igrati pikado. Bolj močno, to smo, bolj močno drži. Bolj. Evo, že boljše, še bolj močno. Evo, vidiš, to je to. Bravo. Ja, bravo, super. Tak je, super. Koliko je sreče pri igri pikado? V vsakem športu je tudi nekaj sreče, tudi v pikadu, ampak pikado brez treninga, brez dobre možganske pripravljenosti, psihične, tudi sreča ne pride. Sreča je mogoče to, da nasprotnik ne zaključi z prvo ali pa z drugo pikado, pa ti da priliko tebe, da potem ti zaključiš. Zdaj pa bomo videli, kaj pomeni znanje. No, Luka, lahko prosim vržeš v center. Bravo, super! Ampak tukaj sta dva različna pikada. Kaj pa je razlika? Razlika je kar velika. To je elektronski pikado, to pa je klasični ali still dart po angleško. Večina igralcev, celo srednja Evropa pa to, najprej začel igrati elektronski pikado, ker ga je malo lažje. Tudi izračuna vse zgoraj, kaj vržeš. Pri klasičnem pikadu, still dartu, pa je tako, da si moraš znati računati. Da odštevaš sam, da se števaš, kaj se vrga. To je tudi dejansko zelo pomoč in zelo dobro za mladino, ker je, da se učijo tudi računati. Ampak tukaj sta dve različni puščici. Ena je bolj težja, pa kovinska, druga je pa bolj lahka, pa ima plastično. To je kovinska, ki je težja, zato igramo klasični pikado still dart. Tu so lahko pikade do 36 gramov in tu te plastične pa so do 18 gramov. A se pikado igra za zabavo, a je to pravi šport? Pikado je pravi šport, ampak vsak, ki je začel igrati pikado, ga najprej začne za zabavo, potem pa vidiš, če se tu najdeš. A to so vsi vaši pokali iz tekmovanja? To so vsi pokali iz ekipnih tekmovanj. Posameznike pa naši tekmovalci dosegnajo, pa imajo doma. Skupaj imamo v 26 letih okrog 160 naslovov državnih prvakov in pa drugih in pa tretjih mest. To so neverjetne številke, ampak so resnične.